No, takole. Ura je 3:02 in da ne bomo tega današnjega dogodka prav zelo razvlekli, lahko mi kar počasi začnemo. Dobrodošli na uvodnem jesenskem dogodku našega projekta Mikroplastika, jutrišnji makroproblem. Tako kot ponavadi bi vas na začetku lepo pozdravila v imenu vseh treh projektnih partnerjev. Mi smo Dermol svetovanje iz Litije, drugi projektni partner je sedaj Fakulteta za varstvo okolja iz Velenja, predtem je bila to Visoka šola za varstvo okolja, tako da čestitke k spremembi. In pa tretji, se pravi italijanski partner, CSIG oziroma nevladna organizacija iz Taranta na jugu Italije. Današnji dogodek, kot ste že opazili, snemamo tako kot vse ostale za potrebe projekta Erasmus+, vendar na posnetkih se vidi samo predavatelje oziroma govorce, tako da zaradi tega se ni treba nič kaj dosti sekirati. Kaj bomo na današnjem dogodku počeli? Na začetku bomo rekli par besed o našem projektu Mikroplastika, potem bomo pogledali, kaj smo v projektu naredili do sedaj, kar veliko smo že naredili. Potem vam bomo pokazali e-učilnice, ki so bile ravno tako ustvarjene v času poletja v našem projektu Mikroplastika. In pa to, kar vsi čakamo, in sicer tekmovanje za najboljši video na temo Svet brez mikroplastike, o čemer smo že dosti govorili, ampak danes vemo pa tudi že vse podrobnosti. Zakaj smo šli v ta projekt, to še enkrat povem. Zaradi tega, ker je mikroplastika danes res takšen zelo velik problem in čist premalo ljudi o tem govori in se premalo ve, čeprav mislimo, da smo s tem projektom vsaj majčkeno uspeli povečati zavedanje med ljudmi, da ta projekt pač obstaja, ker mikroplastika je večinoma toliko majhna, da je ne vidimo. Vemo, da so problem plastične steklenice, ki naokoli ležijo, ampak mikroplastike pa načeloma ne vidimo in se nam zdi, da morda pa tega problema ni. Kaj so bile projektne aktivnosti, s katerimi smo se ukvarjali v prvi polovici tega projekta? Izvedli smo 5 webinarjev od januarja do maja 2022 v Sloveniji. Vsak je posvečen enemu vidiku oziroma te problematike mikroplastike. Naredili smo 5 spletnih učilnic z gradivi, ki bodo lahko v pomoč učiteljem pri pouku in pa dijakom in študentom in vsem, ki jih to področje zanima. Poleg tega je pa projektna aktivnost, ki se je trenutno lotevamo, ki se začenja trenutno oziroma jeseni, je pa tekmovanje ekip dijakov oziroma študentov v pripravi najboljšega videa na temo Svet brez mikroplastike. Webinarji so v Sloveniji vsi že gotovi, v Italiji smo končali 3, 2 še sledita, v Sloveniji smo pa obdelali že vse teme. In sicer januarja smo se ukvarjali z abecedo mikroplastike in smo šli nekje od makroplastike pa do mikroplastike. Februarja smo se posvetili mikroplastiki v domačem okolju oziroma kaj vse mi v naši hiši ali pa stanovanju vidimo od mikroplastike. Marca smo se ukvarjali z mikroplastiko v poslovnem okolju, mesec april smo posvetili globalnim problemom plastičnih odpadkov in pa maja, zadnji webinar je bil posvečen v bistvu okoljski usodi in pa temu, kako mikroplastika vpliva na različne ekosisteme. Ker je naša strokovnjakinja danes spet z nami, to je doktorica Anja Bubik z Fakultete za varstvo okolja iz Velenja, bi njej predala besedo, da v parih besedah samo pove, kaj smo pogledali na teh 5 webinarjih, da nam obnovi malenkost to, kaj smo pogledali. Anja, jaz bom prenehala deliti zaslon in beseda je tvoja. Evo, lepo pozdravljeni v mojem imenu. Alenka me je že lepo predstavila, pa mislim, da se tako poznamo že od prej, tako dobrodošli spet nazaj v naši družbi po nekje polletnem premoru. Pripravila sem res en tak kratek pregled, nabor tematik, ki smo jih v okviru naših webinarjev
v prvem delu leta preučili, predebatirali, se kaj novega naučili. In sicer vsebine, kot je Alenka povedala, so si nekako sledile po neki smiselni logiki, torej od osnov do nekih tistih najširših ali najglobjih tematik, za katere so te osnove tudi potrebne. Najprej, mogoče še to, kaj v bistvu so bili izzivi oziroma kakšni je naš cilj webinarjev, predvsem, da vas poslušalce in kasneje tudi mogoče vaše slušatelje v prihodnje nekako soočimo s to problematiko, s temi izzivi, da boste to lahko v okolju, v vsakdanjem življenju prepoznali tudi sami, da boste mikroplastiko kot tako prepoznali, njeno količino ali smiselno uporabo ocenili, da boste po potrebi, če tole mogoče tudi zmanjšali, se na ta način tudi ozavestili in seveda na koncu razumeli, zakaj te stvari počnete. Upam, da so ti naši cilji tudi doseženi oziroma na nek način predajamo zdaj vam to štafetno palico in da boste vsa ta znanja izkoristili v tem izzivu, vašemu video izzivu. Tega se res zelo veselim. Na prvem webinarju smo se dotaknili teh bistvenih osnov, torej neke malega kemije, ki je potrebna, da razumemo, kaj plastika je, kaj so polimeri in kakšna je razlika med mikro- in makroplastiko. Torej smo se po celotni te velikostni skali sprehodili in s pomočjo tudi doktorice Irene Pulko iz Fakultete za tehnologije polimerov iz Slovenj Gradca definirali, kaj so to polimerni materiali, kaj je to plastika in kakšno funkcijo ima. Na drugem webinarju smo se dotaknili nekih dejavnosti, naših aktivnosti in pa produktov, ki jih mi uporabljamo v vsakdanjem življenju, v širšem gospodinjstvu in kjer je mikroplastika namenoma dodana oziroma v angleščini srečate izraz intentionally added, torej namenoma dodana plastika. Tukaj smo govorili predvsem o kozmetiki, o izdelkih za osebno nego, o detergentih in čistilih, kjer mikroplastiko najdemo v obliki mikrokroglic. Potem smo govorili tudi nekaj o barvah, o industrijskih abrazivih in podobnih aktivnostih. Na tretjem webinarju pa smo se dotaknili tega poslovnega okolja, torej urbanih okolij, ki so, kar se tiče različnih aktivnosti in tudi populacije, najbolj skoncentrirana področja in iz tukaj izhajajo tudi tiste vroče točke izvora mikroplastike. In v uvodnem delu smo si te pomembnejše izvore tudi pogledali in se osredotočili na sintetična tekstilna vlakna, na prah, urbani mestni prah, na promet tudi, torej na pnevmatike, cestne oznake in tako naprej, gospodinjstva in pa industrija. Na tem webinarju smo gostili tudi dva zanimiva gosta, in sicer prvi je bil iz AMZS Motorevije, gospod Jure Gregorčič, ki je v bistvu v Sloveniji naredil eno tako obsežno raziskavo in preučil, kako gumeni delci, ki izhajajo iz pnevmatik, torej iz gum, v času naše vožnje v prometu, vplivajo na okolje in koliko prispevajo problematiki mikroplastike v okolju. Medtem ko druga gostja oziroma gosti sta bili pa iz podjetja Plastika Skaza in sta predstavili predvsem ta vidik razvoja trajnostnih izdelkov v njihovem podjetju. Namreč to je podjetje, ki v bistvu temelji na plastiki, torej plastična industrija, in so nam te njihove, bomo rekli, naprednejše korake in pa skrb za okolje tudi predstavili. Nato smo v četrtem webinarju se dotaknili tudi zelo pomembnega področja, to je področje odpadne plastike in s tem tudi mikroplastike in nekako prediskutirali to področje kot, bom rekla, neko področje, ki nam na nek način daje nove priložnosti, nove izzive, in nas na drugi strani tudi lahko skrbi. Pogledali smo nekaj statističnih podatkov glede odpadne plastike v Sloveniji, pa tudi v Evropski uniji. Potem pa smo tudi tukaj, bomo rekli, to
vsebino okrepili še z dvema gostjama, in sicer smo gostili gospod Tino Mavrič iz podjetja Aquafil Slo, torej Slovenija, in so nam predstavili uspešno njihovo zgodbo krepitve okoljske trajnosti in pa gospodarstva. Namreč znani so po svoji uspešni poslovni zgodbi Econil, torej po njihovem postopku recikliranja najlona. V zadnjem delu pa smo gostili dr. Ano Popovič iz Beograjske politehnike, ki pa nam je predstavila priložnosti, ki nam jih področje ponovne uporabe in pa recikliranja sintetičnih polimerov danes že prinaša. In pa še 5. webinar, kjer smo se dotaknili te širše okoljske tematike in pa te glavne okoljske skrbi, ki jo imamo, to je kopičenje mikroplastike v okolju. Tukaj pa so gostovali dve različni skupini gostov, in sicer sta se nam najprej predstavila dva dijaka, srednje šolca gimnazije Franca Miklošiča iz Ljutomera, ki sta v svoji raziskovalni nalogi proučevala mikroplastiko v sladkovodnih ribah v porečju reke Mure na območju Slovenije. Zelo zanimiva in praktična izkušnja za dijake in pa tudi zelo zanimivi rezultati. V drugem delu pa smo gostili strokovnjaka iz Nacionalnega inštituta za biologijo, in sicer Morske biološke postaje Piran. To je bil dr. Oliver Bajt, ki nam je pa predstavil njegov pogled in njegove izkušnje, strokovne znanstvene izkušnje, ki jih je pridobil s proučevanjem plastike in mikroplastike v morju, in sicer na primeru Jadranskega morja. Tako da jaz verjamem, da so bile vsebine zelo široko zastavljene, da ste imeli možnost in priložnost se naučiti marsikaj novega, in tako kot sem rekla, zdaj bomo pa predali štafetno palico vam in upam in se zelo veselim nadaljnjih srečanj in pa vaših predstavitev. Tako da hvala za besedo. Anja, hvala lepa za tale res zanimiv prispevek oziroma tak povzetek, kaj vse smo mi že v prvih 5 mesecih na webinarjih pogledali. Kot vidite, smo bili zelo pridni. Res je pa, da smo bili tudi v poletnih mesecih pridni, ko so bili drugi na počitnicah, smo mi kar garali in smo delali učilnice, slovenske, angleške prevode, videe in tako naprej. Tako da rezultatov imamo res že veliko za pokazati, tako da jaz bi pa zdaj predala besedo Valeriju, ki bo pa povedal, in pokazal, kaj smo v projektu ustvarili do zdaj mi v obliki takšnih otipljivih izdelkov. Izvoli. Lep pozdrav še z moje strani. Skratka, jaz sem začel že direktno z slajdom, ki prikazuje 1, 2, 3, 4, 5 ključne zadeve, ki smo jih nekako ustvarjali v tem času, poleg tistega, kar je Alenka že razložila, skratka izvedbe samih webinarjev, manjših, raziskovalnih nalog, ki so jih naredili dijaki oziroma študenti iz različnih zavodov. Skratka, gre za spletno stran, gre za učne videe, gre za YouTube kanal, gre za slovenske e-učilnice, skratka e-učilnice, ki združujejo razne učne materiale, ki so v slovenskem jeziku, na slovenski spletni strani oziroma v slovenskem portalu, in pa angleške e-učilnice še ustvarjamo, niso še popolnoma zaključene, ker webinarji v Italiji še tečejo, ampak več kot mislim, da imamo 3 e-učilnice več ali manj v angleškem jeziku gotove, so pa locirane na angleškem portalu, ki ga bom malenkost kasneje tudi pokazal. Morda začnem z spletno stranjo. Tukaj vidite spletno stran. Ne vem, ali tole teče. Ok, teče. Skratka, to je mali video. Skratka, v teh naših projektih smo se predvsej naučili multimedije in izdelave videa. Tako da tole, kar gledate v PowerPoint predstavitvi,
je mali video, ki prikazuje našo spletno stran. Vidite, da smo na tej spletni strani praktično zabeležili vse naše dogodke in pa izdelke, ki so na naših dogodkih, webinarjih, več ali manj in nekaterih drugih srečanjih nastajali. Tukaj vidite recimo webinar 1, video, celoten webinar je posnet in tukaj so tudi tako imenovani bookmarki, skratka, vi se lahko premikate po tem videu levo in desno, naprej in nazaj. Znotraj so tudi neke bi rekel, dodatne možnosti, ki vas vodijo do nekih določenih spletnih strani, na katere smo se sklicevali znotraj naših webinarjev. Skratka, gre za zelo interaktivne videe. Poleg teh videov smo na spletno stran naložili tudi PowerPoint predstavitve, pa nekatere slikice, ki so nastajale znotraj webinarjev. Tukaj vse te zadeve vidite. Jaz vas vabim, da obiščete spletno stran. Tole je na primer webinar številka 3. Vidite, prav tako je razdeljen na delčke, označenimi z bookmarki. Tukaj so tisti dodatne prosojnice, ki smo jih uporabili znotraj webinarja, en kup nekih malih slikic, in bi rekel prevzetih iz samega webinarja. Tole je webinar številka 4. Tukaj gre za posnetke, ki so dolgi tam nekje dobro uro, vsega skupaj, s tem, da ne rabite gledati celotnega videa, ampak se lahko premikate in si gledate samo kratke delčke, ki so pač nekaj minutni. In tukaj sledi še webinar 5, skratka zadnji webinar, ki smo ga izvedli v Sloveniji. Logika je ista, skratka bookmarki, znotraj so razne povezave do dodatnih spletnih strani. In pa morda omenim samo še zadnji posnetek enega od naših srečanj. To je posebni dogodek, ki smo ga organizirali na temo izdelave videov. Skratka, na tem webinarju ali pa delavnici, spletni delavnici smo prikazali, kako na nek način ustvariti nek mali video. Skratka, govorili smo o pripovedovalni tehniki, govorili smo o sami tehniki izdelave videov in podobno. No, tukaj tole stran oziroma zavihek na spletni strani, to po mojem ni čisto zadnja varianta, smo ustvarjali pa za namen našega tekmovanja, o katerem bomo pa še malenkost kasneje več povedali. Če grem na naslednji izdelek, skratka kratki videi, izdelali smo celo vrsto kratkih videov. Kot sem rekel, posneli smo celotne webinarje, ki so vsaj v Sloveniji potekali v slovenskem jeziku, v veliki večini, in potem smo te webinarje razsekali na majhne delčke in smo iz teh majhnih delčkov ustvarjali kratke slovenske video, nekaj minutne, na specifične teme. In te videe smo potem opremili tudi z podnapisi v slovenskem jeziku, v angleškem jeziku, mislim, da je tudi italijanski jezik na nek način dodan. Smo pa potem iz teh malih videov ustvarjali tudi angleške videe, ki so pa, bi rekel, brez nastopajočih ljudi, skratka ne vidi se ljudi, ampak so nekako sestavljeni iz materialov, ki smo jih nekako zajeli skozi webinarje. So pa to videi zopet par minut, 2 minuti, 3 minute, 5 minut, nekateri so nekoliko daljši, nekateri krajši, v angleškem jeziku, z angleškimi podnapisi ali italijanskimi podnapisi ali slovenskimi podnapisi. Med njimi je tudi nekaj študentskih, dijaških izdelkov. Te nastope, ki so jih dijaki iz različnih zavodov tukaj znotraj naših webinarjev izvedli, smo prav tako posneli in iz njih naredili tudi zelo zanimive videe. Mislim, da je več primerov, kot je Anja omenila. Skratka, ne gre samo za tisto raziskavo mikroplastike v ribah v porečju reke Mure, ampak so še neke druge, bi rekel, male raziskavice bile narejene in so tudi predstavljene skozi videe. So pa ti videi dostopni na več mestih. Bom še morda nekaj na to temo spregovoril. Skratka, kje so dostopni ti videi?
Eno mesto je zagotovo YouTube kanal. Zdaj mi v projektu sprva nismo niti nameravali nekako vzpostavljati nekega YouTube kanala, potem smo ga skozi čas nekako odprli in tudi nanj nalagali videe. Tlej vidite kupe nekih playlist po angleško, ki smo jih ustvarili. Skratka, vsak webinar ima svojo playlisto, slovensko in angleško, oziroma dve playlisti, in znotraj teh playlist so dostopni kompletno vsi videi, skratka, kompletni webinari in pa tudi tisti mali delčki, ki so morda uporabni za samoučenje ali tudi, bi rekel, za poučevanje znotraj razreda. No in ta, bi rekel, YouTube kanal bomo uporabili tudi v tekmovanju, ki ga bomo kasneje najavili in pojasnili. Skratka, vsi videi, ki bodo nastajali znotraj tega tekmovanja, bodo dostopni tudi v tem našem kanalu. Tako da to je glede YouTube kanala. Tle spodaj desno vidite povezavo do tega YouTube kanala. So pa te, bi rekel, te povezave dostopne tudi na spletni strani in pa v e-učilnicah, o katerih pa bomo spregovorili v prihodnjih parih sekundah. Skratka, najprej se morda lotimo slovenskega portala in pa slovenskih učilnic. Skratka, vse teh 5 webinarjev in, bi rekel, izdelkov, ki so nastali znotraj teh webinarjev, se nahaja na spletni strani znanje.biz. Slovenski portal, tukaj zdaj vidite zopet mali video, ki nekako prikazuje vsebino tega portala in pa vsebino teh 5 tečajev ali pa predmetov, ne vem, kako bi jim rekel. Tukaj vidite recimo video, ki je nastal na podlagi predavanja Irene Pulko o plastiki in o polimerih. Skratka, vseh teh učilnicah so dostopni videi, nekako so, bi rekel, organizirani po nekih logičnih vsebinskih sklopih. Dodali smo tudi razne prosojnice, ki smo jih uporabili znotraj projekta. Vse te prosojnice so na nek način, v angleškem jeziku to rečemo Open Educational Resources, skratka, lahko se jih uporabi samo delčke v razredu, v predavalnici. Dodali smo tudi povezave do raznih zanimivih spletnih strani, povezanih z plastiko, mikroplastiko. Naprimer, če se spomnite, smo na webinarju govorili celo o, mislim, da aplikaciji, ali pa bi rekel spletni strani, preko katere je mogoče prepoznati, ali v zobni pasti obstaja mikroplastika ali ne, zato ker nekako velja se izogibati zobnim pastam, ki vsebujejo mikroplastike. Tako da mi zdaj, ko gremo recimo v drogerij Markt kupiti mikroplastiko, vedno vzamemo v roko škatlico, poskeniramo tisto škatlico, skratka črtno kodo, karkoli že, in nam nekako potem ta spletna stran oziroma aplikacija vrne informacijo, ali gre za zobno pasto, ki je v redu ali ni v redu, ali je na zeleni listi ali je na rdeči listi. Tako da se dejansko odločamo tudi na tej podlagi. Skratka, vse te zadeve so nekako zbrane v slovenski učilnici. Bi pa morda za konec, ta po moje za slovensko okolje bolj zanimiva, imamo pa tudi angleški portal ali pa platformo, kako bi to poimenoval, kjer imamo vrsto naših projektov. Skratka, poleg mikroplastike smo vpeti še v mnoge druge projekte. In tukaj znotraj so tudi ta hip 3 bodo pa na koncu 5, 3 kursi, 3 predmeti, 3 tečaji, istovrstni tečaji kot na slovenski platformi, oziroma na slovenskem portalu. Tudi organizirani so na podoben način, pa skoraj da isti način. Skratka, tukaj vidite lekcije, vidite znotraj lekcij
Znotraj lekcije vidite vsebinske točke, no in znotraj teh vsebinskih točk so potem videi, tle bomo potem še dopolnili te zadeve, ali pa nekaj smo to že naredili, z raznimi berili, povezavami. Videi so pa nekoliko drugačni kot na slovenski platformi. Skratka, ne vidite obrazov tukaj notri, vidite sicer avtorja, ampak obrazov ni, besedila so govorjena v angleškem jeziku in pa tudi prosojnice, ki smo jih tudi deloma uporabili v teh videih, so prevedene v angleški jezik. Tako da to je, bi rekel, to je to, kar je z moje strani. Če je še kakšno vprašanje, kakšen komentar, bom rade volje odgovoril. Bi pa se tukaj jaz nekako ustavil. Ja, kar pridni smo bili, tako da če koga karkoli v zvezi s tem zanima, bomo sicer na koncu tudi imeli prostor za vprašanje, ampak vi kar mirno vmes vklopite mikrofončke in kaj vprašajte, da ne bomo mi kar govorili in vi lahko brez problema, če vas kaj zanima, karkoli. Jaz sem vmes že eno vprašanje dobila v chat, če se kje dobijo posnetki oziroma gradivo iz prejšnjih webinarjev. In Valerij to že vse odgovoril, tako da vse je na voljo na spletni strani, v učilnici in povsod, tako da dejansko si lahko vse pogledate, ker smisel tega projekta je tudi to, da smo dali na voljo učiteljem in vsa gradiva, ki smo jih tukaj mi v temu projektu ustvarili. Tole smo obdelali, tole smo tudi obdelali, zdaj pa mogoče bi jaz samo še, Valerij že zelo povedal, zelo lepo obrazložil te slovenske učilnice, jaz bi samo še par stvari dodala. Kot smo že rekli, pa spet to današnje gradivo bo v celoti dostopno na spletni strani, tako da ni problema, par dni sem to, da jaz imam čas, pa da vse to uredim in postavim, vse boste dobili gor, vključno z vsemi povezavami. Kot rečeno, slovenska e-učilnica je dostopna na naslovu znanje.biz in bi res radi, da si vsi lahko s to učilnico pomagate in nekako je naša želja, da bi bili vsi slovenski materiali z tega področja zbrani na enem mestu, ne da ko se lotiš nekaj iskati, pa da potem na 100 različnih mestih iščeš, ampak rečeš, lej se jaz pa te lahko to tukaj v tej spletni učilnici pa najdem. Še eno stvar bi rada zelo poudarila in sicer mi smo res zelo veseli, da v tem projektu zelo aktivno sodelujejo tudi dijaki in študentje, tako da te e-učilnice vsebujejo tudi tisto gradivo, ki so ga pripravili dijaki in študentje. Jaz upam, da nisem koga pozabila, pa mislim, da nisem. 5 takšnih res dobrih prispevkov smo imeli tekom webinarjev. Prvi so se opogumili gimnazijci iz Kamnika s prispevkom Mikroplastika v zobnih pastah. Od takrat naprej, kot rečeno, mi vedno, ko gremo v drogerij kupiti zobne paste, pač pogledamo, a je to ta prava ali ni ta prava. Potem drugi so bili študentje iz Višje prometne šole Maribor s prispevkom Mikroplastika včeraj, danes in jutri. Potem sta bila 2 prispevka iz 3. gimnazije iz Maribora, Mikroplastika v zobnih pastah in pa sintetična vlakna v oblačilih in pa še en prispevek Mikroplastika iz tekstila iz Srednje šole Izola. Vsi ti prispevki so tudi obdelani in vse te lahko tudi dobite in na spletni strani in pa tudi v učilnici. Poleg tega smo v učilnico dodali še en kup materijala, res velik kup materijala, ki ga je zbrala naša Anja Bubik in ki sem jaz res dolgo časa porabila, da sem ga dodajala, ker je bila res zelo pridna. Ogromno povezav, gradiv, vse sorte stvari, v glavnem skoraj vse, kar je bilo omenjeno tekom webinarjev, pa je bilo zanimivo, pa bi kdo rekel, to bi pa jaz še kdaj pogledal, vse to imate tudi na voljo v tej spletni učilnici. Poleg tega
pa učilnica vsebuje tudi prispevke učiteljev, kjer bi se še posebej zahvalila profesorici Kristini Glavina iz Srednje šole Izola, ker ona mi je pa res en tak zajeten kupček prispevkov, tudi video poslala, tudi enega o pobiranju plastike v morju z supanjem in tako naprej, tako res taki dobri materiali, tako da hvala. In če ima še kdo kakšne materiale, z veseljem pošljite mi in bom še tiste dodala zraven, ker ta učilnica je pač živa stvar. V naslednjih parih dneh bom jaz tudi učitelje, ki sodelujete z nami v projektu, prosila za testiranje telih učilnic, da malo pogledamo, če se vam zdi v redu, če bi kaj dodali, če imate kakšne zanimive ideje, pripombe, karkoli, pa vam bom jaz poslala povezavo na vprašalnik v prihodnjih dneh. Tako da tole bi bilo v bistvu vse v zvezi z učilnicami. Ima kdo mogoče kakšno vprašanje v zvezi s tem zdajle, lahko na koncu, lahko pa tudi zdajle. Kakšno vprašanje, komentar? Ne? No, v redu. Potem pa začnemo z naslednjim takšnim zanimivim poglavjem tega našega današnjega srečanja. In sicer to je pa video tekmovanje Svet brez mikroplastike. Takole, kot smo rekli, v projektu bomo imeli natečaj za izdelavo najboljšega dijaškega oziroma študentskega videa na temo Svet brez mikroplastike. Danes imamo v zvezi s tem video tekmovanjem uvodni dogodek, kjer boste dobili vse potrebne informacije. Vse potrebne informacije so tudi že na voljo na spletni strani v zavihku Competition, to je tam, ko je Valerij imel še včerajšnjo varianto, samo sem jaz danes že spletno stran v celoti preštimala gor in dol in tam in kaj, tako da je že precej drugačna, ne? Tako da so vsi ti podatki, o katerih jaz zdajle govorim, že gor. Čas za ustvarjanje videov bo od danes pa do 22. januarja, ko se zaključi oddaja videov. Potem, kot obljubljeno, bomo imeli zaključni online dogodek s pregledom teh ustvarjenih videov in z razglasitvijo najboljših videov. Mogoče nisem poudarila, da ta dogodek in sploh to tekmovanje je enotno in sicer za slovenske dijake in za italijanske dijake. Tako da v videi bodo prihajali iz obeh držav in bodo sodelovali v istem tekmovanju, ker pač to je mednarodni projekt, kjer sodelujeva dve državi. In pa še ta zaključni dogodek, to je pa živa zabava, to smo vam tudi obljubili in sicer s podelitvijo nagrad najboljšim ekipam, to bomo imeli pa aprila, zato pa še nimamo točno določenega dneva, ampak bo pa v aprilu v Trampolin centru VUK, o katerem je pa tudi že na zadnjem webinarju je pa gospod Miran povedal in pokazal, tako da mislim, da je stvar kar zanimiva. Par stvari v zvezi s tekmovanjem in sicer, kdo lahko sodeluje v tekmovanju. V tekmovanju lahko sodelujejo ekipe, ki so sestavljene iz največ 3 tekmovalcev. Zakaj imamo omejitev na 3 tekmovalce? Zato, ker je zelo pogosto tako, da če je v eni ekipi 6, 7, 8 ljudi, je potem tako, da tako ni 3 večinoma delajo, ostali pa mogoče niti ne toliko, pa se 3 so po našem mnenju zadošča. Vsaka takšna ekipa lahko sodeluje z enim videom, pri čemer pa število ekip z posamezne šole ni omejeno, kar pomeni, da lahko en dijak, če je zelo priden, sodeluje zaradi mene tudi v 3 različnih videih, pa si dobi različne kolege v drugi projekt, pa v tretji projekt, tako da to nimamo nič omejeno, ampak ena ista ekipa pa pač lahko pripravi en sam video. Kakšen naj bi bil video izdelek? To je neke vrste video, ki se nanaša na vsebino mikroplastike, varovanja okolja in zelo zaželena je kreativnost. Skratka, dijaki ste kreativni, imate dobre ideje, študenti ste ravno tako kreativni, imate odlične ideje, prepustite se svojim idejam, pripravite neko zanimivo
tematiko, karkoli, nekaj, kar bo posvečeno tej tematiki. Video omejitve so res zelo take ohlapne. Trajanje videa naj bo nekje med 3 in 6 minut, več kot to ni zaželeno, zato ker več kot 6 minut tako ljudje nimamo potrpljenja, da bi gledali, manj kot 3 minute pa že težko, da se pa kaj pametnega pove. Obvezno mora biti resolucija Full HD, to se pravi 1920x1080 pikslov, in pa dovoljeni formati so MP4, MOV in pa AVI. To so tudi edini formati, ki bom kasneje pokazala, kako se oddaja video, ki jih bo sistem spustil skozi, tako da ostali formati ne grejo skozi. Če imate kakšen drug format, se ga pa pač obstajajo pretvorniki, ki formate pretvarjajo, tako da ga date v enega izmed 3 formatov. In pa vsekakor zelo poudarjamo to, da se upoštevajo avtorske pravice, torej to morajo biti avtorski izdelki, ne to, da vzameš 4 stvari na YouTubeu in jih malo skombiniraš in rečeš, to je pa moje, to pač ne velja, ne? Upoštevanje avtorskih pravic, ne sme se kopirati oziroma uporabiti nedovoljeno muzike, slik in vsega, tako da se nekaj o avtorskih pravicah smo pa tudi že v naši delavnici prejšnji govorili. Kako oddamo ta svoj video? Ko se potem dobite v skupinco, pripravite neko zanimivo idejo in posnamete nek video, potem sistem za oddajo smo pripravili ravno tako na naši spletni strani projekta, to je ta Microplastics Today, v zavihku Competition, ki je, kot sem rekla, že čist preurejen od včeraj do danes. In sicer imate en predelek, ki se mu reče naloži video oziroma upload your video. Tam se lahko naloži video in vse potrebne podatke. Kako zdaj ta oddaja zgleda? Tlele sem vam spet, mi smo pri nas nekako se zelo z video ukvarjamo, tako da spet en kratek video, kako se odda video. Skratka, tam kjer piše upload your video, si izberete plus in tam se na računalniku izberete svoj video, potem greste v description in obvezno nam v to description oziroma opis videa pa res potrebujemo vaše podatke. In sicer rabimo podatke o prvem avtorju, o drugem avtorju in o tretjem avtorju posnetka. Zdaj, 3 je največ, lahko je tudi en sam, lahko sta 2, lahko so 3, pač kakorkoli boste se organizirali. Potem potrebujemo, tukaj sem se zatipkala, potem potrebujete napisati šolo, s katere prihajajo avtorji in pa naslov videa. Še eno stvar, zelo pomembno je tudi treba napisati in potem skratka se shrani in se začne nalaganje videa. Video bo potem priletel do nas. Še eno važno stvar med temi podatki, ki jo bom tudi dodala na spletno stran, pri opisu je treba še povedati, napisati in sicer en kontaktni e-mail. Tukaj ga nisem napisala, ampak sem se danes popoldne ob kavi spomnila, da to pa res mora biti zraven, ker sicer, če bi bilo karkoli s tem videom, da vas moramo še kaj kontaktirati, potem jaz ne vem, če bo sem pisalo, da je bil pa to Jan Novak, pa jaz res ne bom vedela, kaj za en Jan Novak to je. Tako da bo spodaj še en kontaktni e-mail, preko katerega vas lahko mi kontaktiramo, če bi bilo karkoli kakšno vprašanje. Tako da sistem nalaganja videov res ni nič kompliciran, tlele skratka plus, dodate opis, naložite video in to je to. Video bo potem prišel k nam in potem bomo mi naprej se ukvarjali z videom pri nas. Mogoče bi pa zdaj Valerij povedal pa še nekaj v zvezi s kriteriji za ocenjevanje teh videov. Ja, seveda. Vidim, da ravno kar mi je telefon javil, da imamo novega naročnika na YouTube kanalu Mikroplastika. Še enkrat vabljeni. Skratka, glede ocenjevanja videov. Zdaj nekako smo tako razmišljali. 80% ocene naj bi prinesla neke vrste komisija, o katerih malenkost kasneje.
Ne, znotraj teh 80% bi potem bilo pač 20%, četrtina, ne, teže na originalnosti videa, četrtina skladnosti vsebine s projektom Mikroplastika, tle gre, bi rekel, za samo vsebino. Vsebinsko je zadeva izjemno široko zastavljena, ne, svet brez mikroplastike. In mislim, da ideje, ne, težko, da bomo brez mikroplastike, saj jo že zdaj imamo veliko in jih bomo še več imeli, ne. Ampak po mojem obstaja en kup nekih idej, kako, bi rekel, ali v bodoče zmanjšati mikroplastiko ali kako, bi rekel, plastiko predelovati, zato da bo zopet v bodoče manj mikroplastike, ali obstajajo tudi metode, kako mikroplastiko, bi rekel, poiskati in morda razgraditi in podobne zadeve. Skratka, mnogo možnosti je vsebinsko gledano in vse te, bi rekel, ideje lahko izhajajo iz teh 4 oziroma 5 webinarjev, ki smo jih nekako naredili. Ne. Tako da, mogoče je fajn, ne, tisti, ki se bodo lotili tega videa, da pogledajo, ne, kaj je bilo narejeno, pregledajo te videe in sem prepričan, da bo vzniknila kakšna dobra ideja. To je, bi rekel, drugi kriterij pri oceni strokovne komisije. Tretji kriterij je potem tehnična izvedba. Malo bomo tudi video pogledali, kako je video narejen. Skratka, mi smo naredili delavnico, kot sem že omenil, na to temo, kako video lahko izdelamo. Ne sam, bi rekel, tisti vsebinski del ali pa metodološki del, ampak tudi tehnični del smo pokrili v tisti delavnici. Imamo pa na tistih 2 platformah, ki smo jih omenjali, portalih, skratka slovenskem znanje.biz in pa angleškem elearningproject.eu, imamo tudi tečaje, predmete, kurse, kakorkoli že to imenujemo, na temo izdelave videa. Je pa res, da je mlada generacija izjemno vešča danes, bi rekel, digitalne tehnologije, uporabe multimedije, skratka uporabe raznih orodij. Ne samo na računalnikih, mi starejše generacije več ali manj delamo vse za računalniki, mlajše generacije več ali manj vse zmožno narediti s telefoni. No in potem je zadnji kriterij, potem sporočilnost. Skratka, sej nekak namen, ali pa bi rekel, eden izmed glavnih ciljev našega projekta je širjenje zavedanja tega problema. Ne. In jasno je potem izjemno pomembna tudi sporočilnost tega videa in tudi bolj, kot bo video sporočilen, na več, bi rekel, na večji odziv lahko računa na YouTubeu. Zato, ker bi rekel, preostali 20% ocene, skupne ocene prinaša, skratka zopet petina ocene prinaša pa ocena publika všečki na YouTubeu. Tako da tisti, ki boste videa naredili, pa tudi njihovi prijatelji in tako naprej, ste vabljeni, da nekako širite vedenje o teh videih in povabite čim več prijateljev, znancev na YouTube in jih povabite, da ne samo, da se včlanijo v naš kanal, ampak tudi, da všečkajo videe. Dobro, všečki skratka, to smo rekli, da projekt ima YouTube kanal, vsi videi so na YouTubeu, tudi tisti, ki bodo nastali znotraj tekmovanja, poseben seznam predvajanja, imamo že ustvarjen, ampak zaenkrat je še prazen, video tekmovanje in nekako računamo, da bomo po končanju zbiranja videov v Sloveniji in v Italiji. V Italiji so se nam že tako navdušeno javljali dijaki, kako lažje začnemo delati, lažje oddamo naš video, skoraj da. Skratka, nekako računamo, da bomo 1. februarja naslednje leto naložili na ta kanal videa in potem se bo lahko začel proces všečkanja.
ne, lajkanja, ne vem, kako bi to rekel, skoda nekako smo predvideli februar za lajkanje. To sem jaz, ali si, da bo to. Ok, v redu, predajam besedo. Ne, ok. Glede jezika, tukaj smo bili zelo v dilemi, ne, pol nazaj, ne vem, smo se že pogovarjali samo v angleškem jeziku, ampak pol so se tukaj še malo pogovarjali, pa so rekli, ok, bodimo odprti, ne, gre, bi rekel, za srednje šolsko okolje, gre za awareness raising, za povečevanje zavedanja, povečevanje pozornosti in tako naprej, ne. In morda je bolje kljub vsemu biti bližje publiki, ne, morebitni publiki. Skratka, smo potem rekli, ok, naj tisti, ki videe izdelujejo, naj se odločijo, ali bodo slovenski videi, ali bodo italijanski videi, ali bodo samo v angleščini. Ampak skratka, lahko je tudi neka kombinacija. Mi včasih prakticiramo tako, da je video v nacionalnem jeziku, ne vem, slovenskem jeziku in potem naredimo pač podnapise, recimo, če gre za govor, ali pa tudi, če je recimo samo nek napis znotraj videa, se ga da, bi rekel, prevesti z podnapisi, lahko pa sta na zaslonu tudi oba dva napisa v angleškem in slovenskem jeziku in tako naprej. Skratka, malenkost domišljije morda velja tukaj celo uporabiti, ne. Je pa res, da če želimo povečati všečkanje, ne, skratka, lajkanje, število lajkov, število všečkov, je tudi na to zadevo je treba biti pozoren. Je zelo fino, če je morda tudi en delček v angleškem jeziku, saj potem lahko tudi računamo na lajke, na všečke v, bi rekel, drugih jezikovnih okoljih. Dobro, zdaj pa prepuščam besedo. Časovnica tekmovanja, saj precej od tega sem že jaz prej povedala, a ne, skratka, pričetek je od današnjega dne naprej. To, kar je rekel Valerij, je čista resnica. Že 10 dni nazaj se mi je ena dijakinja iz Italije javila, če imamo že pripravljeno, ker ona ima že video narejen in ona bi ga že rada oddala. In sem morala reči, da naj še majčkeno počaka, da jaz imam že skoraj pripravljeno in da jo bom obvestila takoj, ko bom narejeno, tako da verjetno moram ji jutri poslati mail, da zdaj pa že lahko odda. Tako da to je bilo kar wow. Očitno je zelo pridna in ima to že vse pripravljeno. Kot rečeno, pripravljanje videov in oddaja teh videoizdelkov je najkasneje do 22. januarja 2023. Imeli smo prej, mislim, da 15. januar, potem se je izkazalo, da takrat imajo v Italiji neke počitnice ali kaj pa s tem neke datume, tako da smo potem se prilagodili Italiji in smo pustili do 22. januarja. Od 22. januarja in pa do začetka februarja si mi vzamemo čas, ker s tem bo kar nekaj dela, da te videe naložimo na YouTube kanalih, primerno opremimo, da bodo vsi imeli enake pač podnapise in ostale opise, da se bo videlo, za kaj gre. Tako da to ocenjevanje strani strokovne komisije in pa pridobivanje všečkov bo potekalo cel mesec februar. To se pravi od 1. februarja pa do 28. februarja. In kot rečeno, te lajke, všečke, kakorkoli rečemo, lahko dobite od svojih kolegov, prijateljev, od svojih sorodnikov, od svojih babic, tet, kogarkoli. Lahko povabite prijatelje, vse in pokažete, aha, lej, tole sem jaz pripravil, daj lajke, pa bom mogoče jaz med boljšimi. Tako da temu je namenjen mesec februar. Potem objava rezultatov. V tem času bo strokovna komisija tudi te videe ocenila po kriterijih, ki jih je prej Valerij povedal. Zaključni online dogodek bo pa 15. marca naslednje leto. Ta dogodek bo pa edini v tem projektu, ki bo skupni za Slovenijo in za Italijo. Zaradi tega, ker se nam zdi, da je pošteno, ker bodo v tem tekmovanju sodelovali tako slovenski kot italijanski dijaki, da imamo pač enotni zaključek. Na tem bomo povedali, kateri so bili najboljši, bomo tudi predstavili, bomo tudi zavrteli par boljših videov, tako da bomo dejansko
dejansko imeli občutek, kaj so dijaki naredili. Skratka, jaz in mi vsi pa predvidevamo, da dijaki imate pa toliko dobrih idej, pa takšne dobre zadeve se vam po glavi podijo, da sigurno boste kaj res finga pripravili, tako da vsi se res že veselimo, kakšni izdelki bodo tukaj nastali. In kot rečeno, kot obljubljeno, obljuba dela dolg, v aprilu se pa v živo srečamo v trampolin parku VUP v Ljubljani, najboljše ekipe, najboljši udeleženci na eni taki zabavi in se pa še v živo vidimo, ne samo v telih kvadratkih oziroma pravokotnikih, ko se gledamo vsako sredo zadnjih tako že nekaj mesecev. Potem, kot rečeno, vsi podatki v zvezi z tekmovanjem so na naši spletni strani Microplastics Today v zavihku Competition. Mogoče koga moti to, da vsi ti zavihki in te zadeve naše so v angleščini, ampak što se je v tem, da je projekt namenjen za Slovenijo in Italijo in zdaj, če napišemo samo v slovenščini, ne bo pošteno do Italijanov, če napišemo v italijanščini, do nas ne bo, tako da smo se odločili, da imamo zadevo angleško, potem imamo pa itak urejene slovenske in italijanske prevode, tako da si poiščete pravga. Ampak zavihek je pa pač, se mu reče competition. Zdaj pa, najboljši si zaslužijo tudi nagrade in sicer nagrade dobijo avtorji najboljših 10 videov. Prvih 5 ekip dobi vsak izmed udeležencev oziroma vsak izmed članov te ekipe dobi darilni bon za 40 € oziroma to pride na en video 120 €. Darilni boni bodo verjetno najbolj pametno je za kakšen digitalen nakup, da si kupite kakšen tak gadget ali kaj takšnega simpatičnega, bodo pa za Big Bang v Sloveniji in pa za Italijane bodo pa verjetno za Amazon, lahko pa tudi za Slovence za Amazon, kakorkoli bi komu bolj ustrezalo. Od 6. do 10. mesta so predvidene praktične nagrade, ki jih imamo že zelo veliko, tudi obljubljenih imamo že zelo veliko, tako da podjetja se z veseljem vključujejo, ker je to takšen zanimiv projekt. Poleg tega je nagrada zabava oziroma srečanje v živo v trampolin parku v Ljubljani za najboljše tekmovalce. Tam se nas bo zbralo verjetno 40, 50, kakorkoli, tako da ta datum si kar dejte v koledarčke, to je 15. marec. Smo dali, ker smo že ravno tlele navajeni, da se vedno srečujemo 3. sredo v mesecu, pa smo dali še 3. sredo v mesecu marcu in to pride 15. marec. In kot rečeno, vsi, ki bodo prišli na to zabavo oziroma na srečanje, imamo pripravljene še en kup praktičnih nagrad, zanimivih nagrad od podjetij, ki z nami sodelujejo. Imamo, tlele jih je že en kupček, nisem še vseh dodala, imamo Greenpeace, Nivea, Atlantic Grupa, Plastika Skaza, Živa Center in pa VUP, Trampolin Park in pa še en kupček drugih. Tako da jaz mislim, da so kar zanimive nagrade in da se vsekakor tukaj splača sodelovati, če ne drugega, pa res kakšne dobre ideje lahko prispevate za to. To je pa tudi fino, da imaš dober občutek, da si res kakšno dobro idejo prispeval s kakšno res.